Živijo tukaj Valentin. Torej, v zadnjem času intenzivno propagiram novo vrsto denarja, nov globalni mednarodni denarni sistem. Denar, ki ga lahko takoj vsi uporabljamo namesto evra ali dolarja ali drugih valut in nam omogoča bistvene prednosti, kajti ta denar je vrednostno stabilen, ni provizij pri transakcijah in lahko takoj z njim med seboj plačujemo izdelke in storitve. V povezavi z tem denarjem je tudi nagradni program, zelo dobičkonosen nagradni program, kajti bogataš, triljonar Gary Holmes se je odločil podariti 4,5 trilijone svojega denarja kot vzpodbudo za izvajanje zelo preprostih promocijskih aktivnosti v povezavi z Sprt denarjem. Torej, on želi, da bi čim hitreje cel svet prišel na uporabo Sprt denarja in zato, da človeka vpišeš brezplačno v spletni obrazec, podari kar nekaj tisoč sprtov denarja. Ko ljudem ponujam te zadeve in jim povem, koliko denarja lahko dobijo, nekateri odgovorijo: jaz imam dovolj denarja, dovolj imam denarja za sebe, sem skromna oseba, ne potrebujem ničesar več. To je vse lepo in prav. Kaj pa pomislek na druge osebe? Zakaj bi pomislili samo na sebe, samo na svojo osebno korist, samo na svoje lastne čutne užitke, samo na svojo lastno osebno finančno varnost? Kajti v trenutnem denarnem sistemu evro-dolar je tako, da vsak denar, ki pride v obtok, ima v ozadju ogromno negativnih posledic na številna druga živa bitja, na druge ljudi. Torej, zato, da mi lahko v trgovini kupimo nek izdelek, marsikdo za zelo majhen denar dela v tako imenovanih sweatshopih, torej v delavnicah, kjer so zelo nizki standardi dela in zelo nizka plača, zato da lahko dobimo mi tisto, kar želimo. In tudi zato, da nek izdelek, da se naredi, je ogromno izkoriščanja naravnih virov, uničevanja narave, svinjanja tega planeta. In za vse to smo mi soodgovorni s tem, ko sodelujemo v tem globalnem, trenutnem denarnem sistemu. Zato je tudi naša odgovornost, da nekaj naredimo, da se te stvari zaustavijo oziroma da se spremenijo. In seveda tukaj se moramo mi spremeniti moramo lastne miselne in vedenjske vzorce. Da ne gledamo samo na sebe, da nismo sebični, egoistični, ozkogledni, ampak da če imamo za sebe dovolj, oziroma ko imamo za sebe dovolj, da potem ne gledamo samo v zrak in se zabavamo in uživamo in si rečemo, sedaj je pa vse v redu in lahko do smrti počenjam samo stvari, ki meni ustrezajo, ampak je veliko bolj priporočljivo, da pogledamo, kako lahko svoj preostali življenjski potencial, svoj preostali čas namenimo za to, da pomagamo, da se razmere na tem svetu trajnostno izboljšajo za vsa živa bitja. In tudi, da pogledamo, kako lahko višek svojega denarja namenimo temu, da se stvari trajnostno spremenijo.
In tukaj ne govorim o tem, da samo denar podarimo dobrodelnim organizacijam, ker to niso trajne rešitve, ampak da delamo na sistemskih spremembah, na spremembi denarnega sistema, na spremembi zakonov, tako da bomo lahko vsi živeli na tem svetu tako, da je sistemsko, brezpogojno zagotovljeno, da vsi dostojno živimo. Torej, sprt denar in te poslovne priložnosti niso namenjene samo zato, da bi človek egoistično si dobil več denarja, kot ga potrebuje in da mu potem ta denar leži, ampak da človek, ko dobi ta denar, da ga lahko uporabi za to, da pomaga drugim ljudem, ki so trenutno v stiski in ki še niso prejeli tega denarja. Vse torej pozivam, da se zamislijo na to, kako smo vsi soodgovorni za to, kar dopuščamo na tem svetu in kako moramo nujno pomagati, da se stvari izboljšajo na ta način, da se celoten sistem spremeni. In za spremembo tega sistema je potrebno tudi veliko denarja, da se gre v določene aktivnosti za spremembo zakonodaje, strukture, celotnega gospodarskega in družbenega sistema. Raziščite torej še naprej koristi uporabe sprt denarja, sodelujte čim bolj pri promocijskih aktivnostih, pridobite denar, pa ne za sebe, ampak predvsem za druge. In ko bomo vsi med sabo si pomagali, bomo lahko vsi živeli na tem svetu brez strahu pred preživetjem. Da bo preživetje zagotovljeno, da nas ne bo strah, da nam bo zmanjkalo denarja. Ampak bomo lahko se zanesljivo zanesli na sistem, da bo to neka oblika sistemskega zavarovanja, da bo sistem poskrbel avtomatsko za to, da ne bo nihče v pomanjkanju, da nam ne bo več potrebno sklepati nekih življenjskih zavarovanj, pa avtomobilskih zavarovanj, pa zavarovanj za hišo, ampak da bo za vse poskrbljeno. Vse to lahko naredimo. Mi smo stvarniki, mi smo naredili ta sistem, mi ga se trenutno dopuščamo, da ta sistem je tak, kot je, in mi ga imamo tudi moč spremeniti. In spremenimo ga lahko hitro, samo če nas čim več ljudi skupaj stopi, da zgradimo dovolj veliko maso, kritično maso, in potem se lahko zelo hitro te stvari spremenijo. Ampak seveda v osnovi moramo pa mi sami spremeniti sebe, se osvoboditi svojih egoističnih, sebičnih miselnih vzorcev in začeti razmišljati na osnovi enakovrednosti vseh živih bitij in tistega, kar je najboljše za vse, da vedno pogledamo, kako lahko za svojo aktivnostjo dolgoročno pripomorem k temu, da bodo se izboljšale življenjske razmere za vsa živa bitja, za vse ljudi, za vse živali in za vse rastline na tem svetu. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.